In zdaj bomo vrata na široko odprli sveži in lucidni kreativnosti, ki si je prislužila nagrado na letošnjem mesecu oblikovanja. Prenovljeno stanovanje majhnih dimenzij vzbudi nasmešek navdušenja skoraj kamorkoli se ozreš. Oblikovalec in arhitekt sta združila moči ne le na papirju, ampak dejansko zavihala rokave in se lotila izvedbe. Za prenovo pa stoji del ekipe kolektiva Ansambel, ki ga sestavljajo slovenski ustvarjalci in kreativci z različnih likovnih področij. Smo v majhnem stanovanju polnem igrivih detajlov, zanimivih eksperimentov, ob katerih človek težko sploh pomisli na frazo, kot je vsakdanja rutina. In tudi za oblikovalce tega stanovanja je projekt bil vse prej kot rutina. Stanovanje v starejšem bloku v središču Ljubljane je rezultat sodelovanja ustvarjalcev povezanih v kolektivu z imenom Ansambel. Ideja o celostni prenovi se je pojavila spontano, ko je eden izmed njih, Jure Martinec, predlagal, da sodelovanje preizkusijo v praksi in kolegom pri prenovi stanovanja dal proste roke. V stanovanju ni bilo večjih gradbenih posegov. Oblikovalec in vizualni umetnik Dan Adlešič ter arhitekt Gregor Bucik pa sta se lotila izdelave in opreme skoraj celotnega interierja. Pohištvo je skupaj z vsemi detajli več mesecev nastajalo v Danovi delavnici. Živijo Gregor in Dan, povejte mi, a lahko tole stanovanje opišemo s kakršnim koli slogom? Za kakšen slog gre? Ansambel. Ansambel? En tak miks vsega, ne? En tak... Polifonija, večglasnost. Tako. Veliko različnih stilov zmešanih. Tako, v bistvu nekako niso hotela se držati kakšnega posebnega stila, zdaj nekako prevlada trend enega minimalizma v stanovanjih, no. Ki je sicer fajn, ker lahko ljudje dodajajo svoje stvari pa naredijo domačnost. Mi da so pa v bistvu tle pristopali bolj celostno, ampak konstantno v dialogu z naročnikom, ki je tudi kolega, tako da smo prišli do enega tazga zelo zanimivega, no, v bistvu rezultata, ki ni res, ne pripada nobenemu slogu dotično. Ker je stanovanje precej majhno, meri le 35 kvadratnih metrov, sta hotela upravičiti vsak poseg v prostor. To je tudi eden izmed razlogov, da sta se sten v kopalnici, ki je brez oken, lotila zelo inovativno. Ostale so popolnoma brez ploščic, ki smo jih sicer vajeni v kopalnicah, prekrite pa so le z vodoodporno barvo. V bistvu je nek intimen prostor, ne prideš kaj, se slečeš si nek, se skopaš, se stoširaš, greš na WC, tako da je taka jama, ki te tako prijetno te obda in si v tem nekem intimnem odnosu, tako da če bi konceptualno hoteli to povedati. Zanimivo, da dejansko je sproti nastajala, to meni ni imela načrta, videla sta sproti izoblikovala njene kotičke. Približno sem malo vedela, ampak... Kar je bilo definirano na začetku, v bistvu gradbenik je odstranil to, kar je bilo noter stvari, torej pač kopalniške elemente pa keramiko in je čisto na surovo pustil, mi da so pa v bistvu potem tam štartala, inštalater je prej seveda naredil, je potegnil cevi, pač smo povedali točno, kje mora biti recimo umivalnik, pa tuš glava pa tako, pa kanaleta, vse ostalo pa pol dosti organsko prišlo, no. Ker nista našla nobenega radiatorja, ki bi ga stilsko lahko umestila v takšno kopalnico, sta ga izdelala kar sama. Radiator kot strela je pobarvan z avtomobilskim lakom in čeprav je videti kot skulptura, je popolnoma funkcionalen. V kopalnici za svetlobo skrbi neonski angel, neonska unikatna luč v obliki angela. Za spalnico pa so izbrali mehkejšo, nižjo osvetlitev. In seveda v spalnici neverjetno izstopa tale luč, svetilo. Iz kakšnega materiala je? To je pa samo navadna izolacija za tla v roli, kot si jo že kup v roli, tako da isto zgleda, ko vidiš v trgovini, samo da je noter luč in naredi tak fajn filter, roza in prijetno tako svetlobo. Zgleda kot en izjemno drag dizajnerski kos, ki pa je v resnici kaj, stal 20-30 evrov? Ja, nekaj tazga. 20 evrov. Ja. Veliko eksperimentiranja v delavnici Dana Adlešiča je prineslo kar nekaj inovativnih rešitev. Svoji kreativnosti sta Dan in Gregor dala duška tudi pri postelji, ki je narejena, ne boste verjeli, kar iz jaškov. Postelja je v bistvu neke vrste kombinacije postelje in omare in to smo dobili nek tak zanimiv način, da smo tele jaške potopne, sam jih dal več skupaj in dal neke pokrove, tako da vsak jašek je zase ena mehna enota, kjer lahko pospraviš nekaj stvari, pa tudi malo fajn izgleda, tako pa še vse skupaj. Čeprav sta ustvarila konceptualno stanovanje, sta, kot pravita, ohranila funkcionalnost in praktičnost. Nekako vodilo za vsem je bilo, da je
v bistvu vse res uporabno. Zdi se mi, da tudi doskrat estetska funkcija nekako narekuje tudi uporabnost in obratno, ampak res na koncu vsak produkt, ki so ga naredila, je funkcionalen in hkrati pač del celote estetske. Ne? Pri prenovi je kreativni dvojec kuhinjo umestil v širši hodnik in tako dobil skromen dnevni prostor. Stenska poslikava, delo člana kolektiva Ansambl Matije Medveda, je poskrbela, da se obiskovalci lahko počutijo v oblakih ali na luni, kot prikazuje fotografija Klemna Ilovarja. Isti član njihove skupine je tudi avtor fotografije, katere motiv je uporabljen za zaveso utilitija. Kuža, ki stoji na mandarinah, pa simbolično pričaka lastnika ob prihodu domov. Si predstavljam, da je to relativno poceni prenova. Relativno poceni, ja, v smislu mogoče kupljenih materialov pa tega, ampak v bistvu sama investicija časovna je pa bila veliko večja, kot bi bila sicer, če bi, ne vem, šli v salon, izbrali par kosov pohištva, ne, ali pa dali delati. Zato je, ker v bistvu velik del izdelave teh raznih kosov ali pa pač prostorov, no, je bil v bistvu čisto izobraževanje, no, kako to narediti. Čeprav je prenova morda trajala dlje, sta Gregor in Dan s končnim rezultatom zelo zadovoljna. Lastnik pa tudi. Dobil je izvirno opremljeno stanovanje, uspešno kombinacijo inštalacijske umetnosti in oblikovanja.